Živijo, dobrodošli spet na mojem YouTube kanalu, tako kot sem obljubil v zadnjem vlogu in pa na Instagramu. Tokrat odgovarjam na vaša vprašanja, ki ste mi jih zastavili pod komentarje na YouTube ali pa na Instagramu. Nahajam se zdaj na Ostrem vrhu, to je tako ena luštna lokacija tukaj v bližini Grosuplja. Za mano se vidi res lepo Kamniško-Savinjske Alpe in vse do Storžiča. Z mano je pa še Žiga, danes mi bo pomagal, mi bo postavljal vprašanja, katere ste vi zastavljali. In najbolj, da kar začnemo, ne? Ready? Akcija. Akcija. Prvo vprašanje. Katero video in foto opremo uporabljaš, kaj priporoča za začetnike? Ok. Jaz uporabljam Fujifilm X-T4 in pa Sony Alpha 7 Mark III. Pa so pa tle še objektivi, ki jih je malo več. Največ pa, kar snemam vloge in tudi za fotografije, uporabljam Fujinon 1655 f2.8 in pa Sigma Art 14-24 f2.8. Kaj bi priporočal za začetnike? Tukaj je v bistvu ful vprašanje, koliko budžeta je na zalogi. Ma v bistvu karkoli, ker v bistvu sama oprema ne naredi fotografije, fotografijo naredi dober kader. In tudi s telefonom se da narediti popolnoma lepe fotke, če je kader dober, bo fotka dobra. Tukaj ni vprašanje opreme, no. Mogoče bi pa rekel, zdaj kaj vem, da je zunaj, nisem toliko na tekočem skozi z opremo, ker nova prihaja ven, ampak nazadnje, ko sem imel na testu, sem testiral Fujifilm X-E4, ki je v bistvu manjša različica Fujija X-T4, lahko ima snemljive objektive, ima pa senzor isti, kot pa Fuji X-T4, tako da se da z njim marsikaj narediti. Upam, da sem odgovoril na to vprašanje. Si ti Wim Hofer? Ne, če je to bilo vprašanje, če izvajam Wim Hof metodo, ne, nisem pravi naslov za to. Je pa en drug youtuber, ki se poslužuje tej metodi, pa ga preverite na YouTubeu, Vid Pinterič. Kako splaniraš glede hrane, ki jo vzameš, da se izogneš tuni z Gran Čerale pri Škoti? Ja, ta Gran Čerale pa tuna je bila kar zanimiva ideja. Ja, kar se hrane tiče, sem jaz mogoče kar precej slab naslov, sploh ko se gre za enodnevne ture. Skitlci so vedno z mano, to sigurno. Drugače pa kakšen sendvič, piškoti, kakšne energijske tablice. Za večdnevne ture pa ponovadi vzamem makarone, ki so že pripravljeni, torej iz vrečke, daš vodo, piskar, zavreš, makaron noter, 4-5 minut pa je skuhan, pa imaš čisto super večerjo v kakšnem bivaku ali pa kjerkoli pač si, kar rabiš jesti. Katere dereze in cepin uporabljaš? Jaz uporabljam Singing Rock Bandit. To sem začel uporabljati zdaj, ne vem, drugo leto meni se zdi, tako da, pa eno leto nazaj, nekaj takega. Sem zelo zadovoljen, bom rekel, nisem še prišel do problema, kjer bi bil premalo agresiven cepin. Je pa to zelo tehnično vprašanje, čisto odvisno od smeri, ki se lezajo. Recimo ta cepin ni toliko uporaben za neke klasične pohode, ker je prekratek, spodnji del se ti rad zahakla za kakšno vejo pod snegom in tako da, če so strmejše grape, je pač meni čisto super zadeva, no. Dereze uporabljam PC Lynx. Zakaj? Zato, ker se dajo predelati iz polavtomatskega v avtomatski sistem, tako da spomladko zamenjam gojzarje, kateri imajo samo za polavtomatski sistem, pač zamenjam sprednji del in lahko dam tiste gojzarje gor. Plus, da imajo funkcijo, da se sprednji zobje dajo zamenjati, dajo se tudi špice dol, da se da samo eno špico gor za dry tooling, tako da so taki zelo uporabne vsestranske dereze. Kdaj pa imeti s sabo 2 cepina in kdaj enega? Ja, to je pa zelo v bistvu odvisno od tega, kako si navajen. Sigurno lažje je, bom rekel, hoditi z 2 cepinoma, ker v bistvu težo prenašaš z obema rokama. Če si pa navajen z enim cepinom, se da pa v bistvu zlesti te neke normalne ture, kjer ni potrebno varovanje, kar precej, no.
Jaz sem navajen večinoma hoditi z enim cepinom, ampak če je pa kakšna zahtevnejša grapa, sploh če je kakšen skalen skok in tako, tam pa sigurno prideta prav dva. Tako da ja, odgovor na to vprašanje je odvisno, kako si navajen, drugi odgovor je pa odvisno od težavnosti ture. Ja, to je bilo to. Bi lahko zdaj kaj več povedal, kako se oblečeš po zimi? Kaj imaš na štartu, kaj nosiš v ruzaku? Okay. Ja, zdaj tako, jaz se v bistvu oblečem, ko začnem hoditi, si oblečem spodaj eno švic majico, čez si dam eno aktivno športno perilo, nekaj z dolgimi rokavi. Če je res mrzlo, še en flis čez in puhovka in potem čez Gore-Tex jakna. To je zdaj za sam štart, takoj ko se mičkeno zagreješ, dam puhovko dol in pa flis dol in imam samo športno perilo in pa Gore-Tex jakno čez. Če piha, če pa ne piha, pa tudi samo v spodnjem tem športnem perilu, tako da čebulno oblačenje. Več plasti, ko imaš, več jih lahko slečeš in lažje ti je potem hoditi, da ne švicaš preveč. Zdaj sta bila na prehodavcih dvodnevna tura, kako se pa opremati za tak izlet? Kuhalnik, plinska bombica, če ni čisto polna, še ena rezervna plinska bombica. Hrane, boljš malo več, kot malo premalo. Cepin, čelada, plazovni trojček, pol pa v bistvu tako za oblečiti to, v čemer si oblečen, dodatne nogavice, dodatne rokavice, pa za preoblečiti vsaj enkrat cel komplet. Torej, jaz načeloma si hlač ne preoblačim, imam še ene rezervne dolge gate s sabo in imam ponavadi dvojne rezervne nogavice, za vsak slučaj, ne veš, lahko se ti preobuješ, pa imaš unete mokre še nekje v nahrbtniku, pa se kaj zgodi, pa moraš obstati na mestu eno noč, kakorkoli, pa imaš že tiste nogavice mokre, je fajn imeti še ene rezervne. Tako da jaz sem tako malo ziharač glede tega, rajši vzamem malo več opreme, kakor malo premalo. In to je bilo moj odgovor na to vprašanje. Lejo zanima pa glede na glavne lučke, katero svetuješ, da sta cena in kvaliteta sorazmerni? Jaz sem zagovornik pecla, sam imam pecel Acticore 450 lumnov, imam jo že 4-5 let, nekaj tazga, še prvi akumulatorček, vse drži brez problema, ni me še nikoli pustila lučka na cedilu, tako da vedno priporočam to lučko, ker pač enkrat kupiš, mogoče mečkano dražje, ampak imaš pa pol mir. Jaz načeloma jo uporabljam skozi na prvi ali pa na drugi stopnji, sem pa tja daš na tretjo stopnjo, tako da pogledaš recimo, kam boš šel naprej, tako res, da si pogledaš pot, ki boš šel, drugače pa je to res top lučka za ta denar. Katere zimske ture priporoča za začetnike? Seveda z vso opremo. Ja, oprema ni to, kar rabiš na zimskih turah, ampak so izkušnje. Tako da v bistvu za začetnika, ki pač ne hodi, ki je začel hoditi zimsko v hribe, bi priporočal Uršlja gora, Viševnik, Kamniško sedlo, čim več kilometrine, čim več hoje z drezom in s cepinom, pa ko greš recimo dol, kjer ni nevarno, se usedeš na tla, se podrsaš, se probaš ustaviti s cepinom. Sigurno bi pa priporočal še kakšen tečaj, kjer te naučijo v bistvu pravilnega ustavljanja s cepinom in da v bistvu odreagiraš pravilno v točki, ko to rabiš. Tako da v bistvu, moj odgovor tukaj bi bil začeti z lahkimi turami, ampak čim več hoditi z drezom, pa čim več hoditi s cepinom, da se tudi naučiš hoditi na račko, da se ne zapenjaš za hlačence, ker tudi, ko si izkušen, se ti to pač zgodi, ampak da se to čim manjkrat zgodi. Kaj pa še kakšno idejo za dvodnevno turo? Ideja za dvodnevno turo? Tako, ideje je težko dati, ker ne veš razmer, v bistvu se razlikuje od trenutnih razmer. Drugače je ful lepa, to, kar smo mi delali na prehodavce. Ta tura se da podaljšati tudi v 3-4 dni, sploh v poletnih časih je to lahko prečiš cele julice. Za dvodnevno turo bi pa rekel, če so razmere normalne, štartaš iz Kamniške Bistrice, greš na Kokrsko sedlo, iz Kokrskega sedla prečiš ob Grintovcu na Kokrske kočne, oziroma proti Kokrskim kočnam, tam je bivak v kočni, potem pa je Jezerska in Kokrska kočna, če se potem spustiš, tam je malo za poplezati, tako da treba se lotiti zadeve znanju primernem.
Ne, to sploh ne bom dal noter. Ne, ja bom dal. Ker drugače dobra tura. V glavnem, treba se zavedati, da tura ni lahka, ni enostavna, vmes je treba poplezovati, imaš še en tak previs, katerega moraš pač pod njega splezati. Tako da, če so izkušnje v redu, je ful lepa tura potem še naprej na Grintovc, iz Grintovca pa po želji lahko dol do bivaka pod Grintovcem, pa nazaj v dolino. Lahko se še preči Dolgi hrbet, na Štruco, Skuto in pol do bivaka pod Skuto dol recimo. V glavnem, to so ture, ki se povezujejo iz bivaka do bivaka, večdnevne, zelo lepe ture. Treba pa pač pogledati razmere, kjerih časih si pač pripravljaš na tako turo, no. Kako si pa s kondicijo, kako ohranjaš kondicijo? Kako ohranjati kondicijo? Ja, jaz sem tak tip človeka, ki mi kondicija ful hitro pade. Jaz da ne grem en teden, pa 10 dni v hribe, in tako se prav borim še enkrat čez vse. Tako da jaz ohranjam kondicijo z laufanjem na ta ostri vrh ali pa na Šmarno goro. Drugače pa ni drugega tukaj, ker samo čim več hoditi v hribe, drati čim višji tempo, takrat, ko misliš, da boš umrl, takrat narediš največ za sebe. Dam na izbiro, si v hribih raje žejen, lačen ali premražen? Moje, da sem rajš premražen, ker takrat, ko sem žejen pa lačen, sem ful siten. Ne, ja, sigurno, da sem rajš premražen, zato ker ko si lačen, si itak avtomatično bolj premražen, te bolj zebe, ne razmišljaš dobro, hitrejš narediš napake, tako da, ja, raj sem premražen. No, če se zdaj vrnemo malo na tvoj začetek, kdaj si začel hoditi v hribe? Kdaj sem začel hoditi v hribe? Kdaj in zakaj? Hoditi sem začel v hribe, odkar, ne vem, preden se pač spomnim, smo z družino ful hodili po hribih. Najbolj mi je ostal v spominu moj prvi, kakor vem, no, te prvi spomin, ki se spomnim zimske ture, me je oče peljal mene pa sestro na Snežnik. Snežnik je tako hribček, no, nič tazga, ne, ampak v zimskih razmerah, pa ko burja pritisne gor, je to oren gora. Takrat so mi premočili čevlji, jaz sem jamral, da me zebe, ampak tako, ker vsak otrok jamra, pač se meni je malo čisto najbolj resno. In ko smo prišli na vrh, oziroma malo pod vrh, je bila taka burja, da me je oče mogel z mene in sestro zavezati za štrik na sebe, on s cepinom in z derezom, naju je pa tako malo po luftu prezdigval, pa smo prišli do te zimske sobe, na kar jaz dam dol gojzarje in vidimo, da so moji prsti na nogi že kar precej plavi, tako da sem v bistvu pri, ne vem, 8-9 letih, ne vem, ko sem bil star, že imel tako blizu ozebline. Taka zanimiva zgodba. Tako da, ja, po moje sem začel hoditi v hribe pri 6 ali že prej, ne vem, oba starša sta se ukvarjala z alpinizmom in smo bili v hribih že od malih nog. Sem imel pa eno pavzo vmes od, ne vem, 14 leta pa do 24, nekje 10 let sem stagniral, so bile druge prioritete v življenju in v tem času nisem nič hodil v hribe. Potem sem pa spet začel, ne vem, kjerega leta. Tako da, ja, že od malih nog. Zakaj si pa začel snemati? Zakaj sem pa začel snemati? A hribe? Ali nasplošno? Aha, to je vprašanje. Zakaj si začel snemati? Vprašanje Okay. Gospoda Aneja. Začel sem s fotografijo. Navdušila me je fotografija v bistvu prav, bil sem v hribih na sončnem zahodu, neplaniranem, sem bil tako počasen takrat, da sem pač prišel takrat gor in sem se pač zaljubil v to, hotel sem to deliti z drugimi, začel sem s telefoni, z GoPro in potem pač naprej na kamere oziroma fotoaparate. Snemati sem pa začel v bistvu z GoProjem, glih te moje dogodivščine zimske v hribih in tako, in potem čez čas napreduješ, pač želiš vedno več od tega in sem začel potem snemati s fotoaparati, s katerimi snemam zdaj. Vlogati sem pa začel, ja, zato ker se nam vedno dogajajo ful zanimive stvari v hribih in rad se to delim s publiko, ne vem, kako bi rekel. Rad to delim z drugimi. A imaš raje zimo ali polet? Ja, drugače imam veliko rajš, mislim, ne, težko to reči, to je težko vprašanje. Zelo rad hodim v hribe skozi. Bom pa rekel, da mi je zima bolj priljubljena, zaradi tega snega, ker v bistvu pot izbereš tam, kjer oceniš, da je to možno. Tudi plezanje samo,
zimska tehnika mi je, ne vem, veliko bolj pri srcu. Poleti so mi pa top brez potja in kakšne take grebenska prečenja in to je. Zdaj bo še par vprašanj fotografskih navdušencev. Žana zanima, kakšno opremo uporabljaš za fotografiranje v gorah? Kakšno bi priporočil začetnikom? Koliko so slike, ki jih objaviš na družbenih omrežjih, obdelane in s katerim programom jih obdeluješ? Ok. Tako kot sem že povedal, prvo, drugo vprašanje, kjer je bilo, uporabljam Fujifilm X-T4 in pa Sony Alpha 7 Mark III. Stativ bolj kot ne, tega imam skoraj vedno s sabo. Ja, GoPro, čeprav GoPro moram reči, zadnje čase kar precej puščam doma, ker ima veliko slabost, da baterija pač v tem mrazu vedno crkne. 2 baterijama naredim tako 10 minut posnetkov, tako da je malo brez veze. Programska oprema je pa tako, večinoma uporabljam Lightroom, uporabljam tudi Photoshop, uporabljam Capture One, to je zdaj za fotografije, za video pa DaVinci Resolve, pa Premiere Pro, pa After Effects. Ja. Kako si naredil to fotko? Sklepam, da tisto iz prehodavca. Tako, ja, ta fotka je bila, v bistvu je sestavljena iz 2 fotografij. Ena je prva fotografija, ki sem jo naredil, sem mu rekel, Žigatu, da ne da lučko na maksimum. In ko je dal na maksimum lučko, je ta flare, ki je nastal zgori na nebu, se je zgodil za te močne lučke. Ampak je bil pa problem, da je bilo vse ostalo preveč osvetljeno. Tako da sem mu rekel še enkrat, da ne da lučko na manjšo svetlost. Je dal in v bistvu sem spodnji del fotografije uporabil te druge fotke, zgornji del fotografije sem pa uporabil tudi te prve z unim flarom. Bilo je pa tako, da sva hodila proti prehodavcem in se vas je pogovarjala, se obrnem nazaj, vidim pač to noro sceno, vidim na tleh ta zamet snežni in pač se je vse poklopilo v nulo. Tako da je bila v bistvu zelo spontana fotka. Tukaj imamo še 3 vprašanja glede opreme. Gospodično zanima price performance čelada. To je vprašanje, za kakšne namene se čelado rabi. Imamo ultra lahke čelade in pa klasične izlitke. Ultra lahke so recimo tole, veliko lažja od tiste, je pa nekoliko bolj občutljiva. Torej na to se ni najboljš usediti, ker je pač cel spodn in večji del čelade je narejen iz take stirapor pene, ne vem točno kaj bi rekel, kaj je to. So pač veliko lažje, ponovadi se tudi usedajo malo lepš gor. Klasični izlitki so težji, so pa nekoliko bolj vzdržljivi, tako da pač ne vem, se usedeš na njo, noben problem, parkrat jo butneš tja v skalo in nič ne bo, medtem ko recimo pri tej se kar hitro kakšna buška pozna oziroma poškodba. Tako da kaj bi priporočil, katero čelado specifično, zelo odvisno od potreb, ampak dokler imaš čelado na glavi, po moje, kjerkoli od njih bo naredila svoje delo. Kje pa kupuješ opremo? Jaz večinoma svoje opreme kupujem v Kibubi, razlog, ne vem, že prej sem kupoval skozi v Kibubi, ker mi je bilo vedno tako domače tam, zdaj tudi delam tam in pač seveda bom vzel tam, kjer delam. Tako da ja, Kibuba. Parla Italijano? Njet. Ne vem se odločiti, katere dereze izbrati. Ali navadne, mini ali polavtomatske. Ja, tle je v bistvu ful odvisno od tega, kakšen gojzer imaš. Avtomatskih pač ne moreš dati na vsak gojzer, tako da če zbiraš med derezami, pa da imaš vsaj polavtomatske ali pa avtomatske gojzerje, pač priporočam Petzl Lynx. Če pač menjaš gojzerje, katere nimajo opcije oziroma funkcije polavtomatskega sistema, da so pač klasični gojzerji, pa bi priporočal klasične, univerzalne. Vprašanje je bilo mini. Mini? Ja, mini, če pa to vprašanje derezice, te, ki se nataknejo gor, pride to upoštev samo za res kakšne Šmarno goro, Kriško goro in pa take vrhove, kjer pač je samo malo poledenelo, kjer je pa pač potrebno zimsko tehniko uporabljati, pa pač te dereze ne pridejo upoštevno. Kje v gorah si bil priča najlepšemu sončnemu vzhodu? Najlepši sončni vzhod, vsak je nekaj posebenega, tako da to je ful težko reči, kjer je najlepši. Ampak tako bom rekel, od zdaj na zadnje, da se z glave spomnim, je po moje sončni vzhod na Bovškem Gamsovcu, tukaj je link, evo,
pa si lahko pogledate vlog iz te ture. Na eni strani gore je bila megla, na drugi strani je bilo odprto in ko se je enkrat ta megla prevalila čez, v sončnem vzhodu je pač vse pobarvalo pinki, oranžno, pač to je bila nora scena. Drugače pa, ja, ne vem, vsi so ful lepi, tako da ful težko rečem, kjer je bil zdaj najlepši. No. Eno strokovno vprašanje. Si ready? Strokovno, ja, odvisno s kjer stroke. Ja. Do you think vaccines and 5G will turn us into zombies? Okay, yeah, I think that, and that's my honest opinion about that. International. International. And your next goal in the field of photography? My next goal in field of photography, to go full-time in photography and video production. I'm working on that also with these vlogs to get more recognition of my name and my work. Yeah, I do photography and videography because I love doing it, and doing that for my job for the rest of my life would be pretty awesome. And sometime I wanted to do like video production, photography production house, so I would hire other people to work with me and get bigger. Ok, se mi zdi, da smo počasi obdelali vsa vprašanja. Če so to vsa vprašanja, potem jaz zdaj vlog zaključujem. Če slučajno na kakšno vprašanje nismo odgovorili, je za to kriv Žiga, Čin. Kar napišite dol spodaj v descriptionu je link do njegovega profila. Mu kar napišite, skurcite ga, če je kaj pozabil, on je glaven krivc. Zdaj pa hitro domov in grem montirati nov vlog, katerega že imam posnetega. Ne, lažem, prvo moram tega zmontirati. Ok, drug teden montiram ta nov vlog, ker smo že naredili turo. Tudi huda scena, seveda sončni vzhod. Ne bom pa povedal kaj več, ker nekaj pa mora ostati za naslednji teden. Hvaležen bom za vsak subscribe, like in pa comment. To se mi zdi, da se kar že ponavljam s tem like, comment. V glavnem, več ko bomo imeli subscriberjev, več bo lahko vlogov in vi boste lahko več gledali, jaz bom pa lahko več snemal. Imejte se fajn, zato ker luštne, če je fajn. In to je to. Cepin drog. Ne. Prejme se na več. Ne. Bye bye.